Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in dovolite mi, da vam predstavim ne raziskave, ampak raziskovalni program, ki povezuje 3 raziskovalne organizacije. Naslovili smo ga pa Gozdno-lesna veriga in podnebne spremembe, prehod v krožno biogospodarstvo. Pri razmišljanju oziroma pri začetku pisanja programa smo ugotovili, da celotna gozdno-lesna veriga že sama po sebi ni dobro povezana, še manj pa je povezana z gradbeno panogo in to je izziv, iz katerega smo izhajali. Smo pa hkrati tudi ugotovili, da so bili v zadnjih letih sprejeti ukrepi za krepitev trajnostnih lokalnih gozdno-lesnih verig in sicer to pomeni, da od gozda, kjer les nastaja, do končnega proizvoda z visoko dodano vrednostjo, kot recimo hiše, kjer se les uporabi. Drug trend oziroma zahteve potrošnikov pa je vedno večja zahteva oziroma želja po uporabi obnovljivih virov ter pa potrebe pri gradbeništvu in sicer zaradi vedno bolj kompleksnih arhitekturnih sodobnih objektov. Zato potrebe po novih materialih, novih proizvodih iz lesa posledično narašča. Tako smo si postavili nekaj ciljev in sicer začenši s prvim identifikacijo trenutnih izzivov znotraj gozdno-lesne verige, torej od stoječih dreves do končnih izdelkov in iskanje optimalnih rešitev za naslavljanje teh izzivov, ki jih bomo zaznali znotraj verige in pa znotraj teh raziskovalnih organizacij, ki sodelujejo oziroma smo povezane v ta raziskovalni program. Dodatna cilja sta tudi povečati medsektorsko sodelovanje med gozdarstvom, lesarstvom in gradbeništvom ter pa povečati inovativne pristope za doseganje ciljev, ki si jih postavljamo in se povezati tudi z industrijo, s katero želimo čim bolj močno sodelovati. Hkrati pa tudi povečati prispevek gozdno-lesne verige k nacionalnemu gospodarstvu. To je shema, ki nekako predstavlja tematike, ki jih bomo znotraj raziskovalnega programa naslavljali in dovolite mi trenutek, da vam nekoliko pojasnim, kaj smo si zamislili. Les nastaja v gozdovih, to vsi vemo, zato bomo začeli pri viru. Povezali rastne pogoje, kjer nastaja les in slikali rastne pogoje in jih povezali z kakovostjo lesa, ki v različnih rastnih pogojih nastaja in pa vrednotili različne tipe poseka tega lesa na kakovost potem lesa, ki ga lahko v naslednji vrsti uporabljamo. Ko imamo les na razpolago kot material, se bomo ukvarjali z njegovimi lastnostmi in sicer vrednotili z nedestruktivnimi metodami njegove lastnosti, snovali nove materiale na osnovi lesa, tudi z uporabo glivne biotehnologije in pa tem izdelkom, novo zasnovanim izdelkom ali pa produktom napovedovali tako estetsko in pa življenjsko dobo. Ko bodo izdelki razviti, pa pridemo v fazo gradnje oziroma uporabe teh izdelkov in sicer povečati in bolj učinkovito izrabljati les, kakšne mehanske lastnosti imajo te novo razviti izdelki in pa novo razviti konstrukcijski proizvodi. Vse skupaj bomo opazovali tudi skozi sfero ali pa z očali biogospodarstva,
čim bolj upoštevali principe krožnega biogospodarstva in pa tudi hkrati v tej luči razvijali ali pa uporabljali inovativne poslovne modele in pa vrednotili gospodarske učinke celotne te gozdno-lesne verige povezane z gradbeništvom. Hkrati pa seveda tudi del tega je vodenje celotnega raziskovalnega programa. To verigo smo razdelili v 5 delovnih skupin, ki vam jih bom v nadaljevanju na hitro še bolj podrobno predstavil. In sicer v začetku prvi delovni sklop sodobno gojenje gozdov za pridobitev višje kakovostnih gozdnih proizvodov, kjer se bodo predvsem ukvarjali z oceno vpliva rastišča na kakovost lesa, ocena oziroma vrednotenje različnih gozdno-gojitvenih ukrepov in pa razvoj ali pa predlogi za izboljšanje novih in ocen, kako vpliv gojenja vpliva na lastnosti tako hlodovine in lesa v nadaljevanju in pa kako tehnologije poseka vplivajo tudi posledično na kakovost. V drugem delovnem sklopu se bomo osredotočili na lastnosti tega lesa in pa na izboljšane materiali na osnovi lesa, tako da bomo ugotavljali, kakšne so zveze med kemijskimi in pa fizikalno-mehanskimi lastnostmi ter rastnimi pogoji, kjer je les nastajal, torej kjer so drevesa rasla. Posvetili bomo čas in energijo tudi za razvoj izdelkov, ki jim bomo želeli dodati višjo dodano vrednost, in pa tudi na fokus bomo dali na stranske produkte, torej uporabo ostankov za boljši in učinkovitejši prehod v krožno gospodarstvo. Tukaj imam predvsem v mislih uporabo glivne biotehnologije oziroma z uporabo gliv delati nove kompozite tudi na osnovi lesa. Tretji delovni sklop se bo osredotočal oziroma ukvarjal z učinkovito rabo lesa v gradbeništvu, torej kako bi implementirali te postopke razvrščanja lesa po poseku z uporabo digitalizacije, s tem bi izboljšali naravne vire, veliko pridobivanja podatkov o mehanskih lastnostih na različnih nivojih, torej na celičnem nivoju, na mikronivoju ali pa na makronivoju hlodovine in pa vse skupaj povezati torej potem s fizikalnimi in mehanskimi lastnostmi, tudi kompozitov, ki bojo iz tega lesa nastali. V četrtem sklopu pa bo gozdno-lesni sektor ovrednoten v smislu biogospodarstva in sicer na začetku, kateri so trenutno najšibkejši členi v tej verigi in kako bi lahko omogočili najlažji prehod v krožno biogospodarstvo ter ovrednotiti sinergijske vplive na učinkovitost celotne te verige, gozdno-lesne verige v povezavi z gradbeništvom in pa se povezati z industrijo, krepiti inovativne poslovne modele in pa dvigati dodano vrednost čim večjim produktom, ki bojo tudi razviti v okviru teh raziskav. Zadnji delovni sklop pa je vodenje raziskovalnega programa in diseminacija rezultatov, pač precej enostaven sklop v smislu promocije tega raziskovalnega programa in njegovih ugotovitev. To smo si zastavili, to so naši cilji, ne pa še povem v bistvu, katere 3 inštitucije pri tem sodelujejo. Gozdarski inštitut Slovenije z raziskovalci, ki so prikazani na slajdu,
Jožica Gričar pa je vodja te raziskovalne skupine oziroma raziskovalnega programa. 3 oddelki biotehniške fakultete, in sicer oddelek za zoologijo, oddelek za lesarstvo in oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ter pa Zavod za gradbeništvo Slovenije, tudi s 3 raziskovalci. Naj še to priložnost izkoristim, da povem, da smo v letošnjem letu na raziskovalnemu programu je bil dodeljeno mesto za mladega raziskovalca, tako da tiste, ki mogoče to zanima, bi obvestil, da bo razpis predvidoma objavljen 15. marca na spletni strani, ki je zapisana tukaj spodaj. Naj zaključim, upam, da bo ta veriga med gozdom, lesom in pa gradbeništvom v prihodnosti postala močna, bolj povezana in da bomo tudi mi z našimi raziskavami k temu prispevali. Hvala za vašo pozornost.